Skratka, kakšen je pa program v Sloveniji? Še prej pozabila sem na začetku povedati, da se dogodek prenaša v živo preko Facebooka, da se trudimo zagotavljati kretanje tudi za gluhe in naglušne, zato imamo nekoliko tehnično-logističnih dogovarjanj, upam, da bomo zadeve rešili. Skratka, slišali ste, smo pač del te 15-članske družine, 18 pravzaprav, če štejem še države donatorice. Ne bom vam povedala vseh tehničnih informacij, zato imamo spletno stran, zato imamo razpise. Vam bom pa povedala, zakaj je program Active Citizens Fund v Sloveniji fajn. Zakaj? Najbolj fajn je zato, ker pravzaprav zagotavlja denar za stvari, za programe, projekte nevladnih organizacij, za katere je v Sloveniji praktično nemogoče dobiti denar. Demokracija, transparentnost, korupcija, človekove pravice, strateška litigacija. Potem zato, ker je celoten okvir, kar ste slišali, rezultati, ki jih zasledujemo, ki jih hočemo, točno to, kar pravzaprav v Sloveniji potrebujemo, kar v Sloveniji še manjka. Imamo zelo dobro razvite infrastrukturne organizacije, imamo zelo dobro razvite vsebinske organizacije na določenem področju, na več njih seveda. So pa področja, ki so že več let podfinancirana, če hočete. In tukaj gre predvsem za področje zagovorništva. Zagovorništva na različnih področjih, se pravi zagovorništvo na področju ranljivih skupin, okolja, človekovih pravic in podobno. In program ACF je točno to. Potem zato, ker so besede, na katere program reagira, si želi reagirati točno to, kar so na eni strani grožnje oziroma stvari, ki so lahko te dni ogrožene. Skratka, govorimo na eni strani populizem, fake news, na drugi strani govorimo človekove pravice in podobno. Fajn je tudi zato, kar smo danes že večkrat povedali in še bomo, ker so v programu pomembni ljudje, kot so migranti, Romi, LGBTQI in vse ostale ranljive skupine. Program je fajn, zato ker na eni strani ima kompleksen rezultatski okvir, se pravi zelo natančno določene rezultate, učinke, kazalnike, številke, ki pa so v resnici, ko to prebereš, zelo življenjski, vse ti je jasno. Ko greš čez ta tehnični jezik, ko vidiš logiko za tem in zato, ker pravzaprav izpostavlja tiste stvari, ki ste jih organizacije same izpostavile kot problem. V smislu, da na teh področjih se moramo aktivirati. Potem je fajn zato, ker, kot smo že rekli, ima zelo v mislih male organizacije iz krajev, za katere mogoče niti še slišali nismo, ker omogoča financiranje neregistriranih, neformalnih skupin. Po drugi strani pa je fajn tudi zato, ker se zaveda, da so dolgoročni premiki in dobre spremembe in da se dobri programi lahko delajo samo, če imaš na voljo neko pametno količino denarja, kar pomeni dovolj, da nekaj narediš. Potem je fajn tudi zato, ker bomo prvič imeli fond za hitre odzive, Quick Response Fund, v smislu denar, ki bo na voljo, nek bazenček denarja, ki bo na voljo za to, da boste lahko hitro reagirali na eni strani na pritiske, na grožnje in na drugi strani na priložnosti. Zato, da boste dobili sredstva, zato, da boste lahko plačali različne strokovnjake, pravnike, komunikatorje, biologe, kogarkoli. Fajn je tudi zato, ker bomo prvič v zgodovini imeli institucionalno podporo. Kaj to pomeni? Institutional grant, tisti, ki ste bolj v bruseljskih hodnikih doma. Gre za to,
da bo 5 organizacij dobilo denar za izvajanje svoje strategije, ne torej za projekt, ki ima nekaj določeno točko A in točko B in konkretne rezultate, ampak bodo predložile svoje strateške načrte in se bodo potem lahko odločile, za kateri del, za katerega boste pač potrebovali denar, boste lahko ta denar porabili, ob hkratni neprestani podpori različnih mentorjev, trenerjev, zato da boste lahko razvijali svojo organizacijo. Potem je fajn tudi zato, ker imamo poleg tega še pač tri različne možnosti projektov, to poznate že odprej, se pravi majhni, srednji in veliki. Še posebej fajn je, zato ker omogoča, oziroma ne samo omogoča, ampak spodbuja vlaganje, zahteva celo pravzaprav, vlaganje v lastno organizacijo. Skratka, od vsakega projekta morate vsaj 10 oziroma 15%, odvisno od velikosti projekta, vložiti v lasten razvoj. Zato, da boste se vi učili, zato, da boste vi na novo zaposlovali in zato, da boste vi razvijali svoje programe kot organizacija in ne samo zato, da boste dobro izvedli projekte. Fajn je pač tudi zato, ker smo kot upravljalec sklada že precej izkušeni in bomo naredili vse, kar je v naši moči, zato, da bomo imeli preproste, hitre, smiselne in logične postopke, da bomo nudili čim bolj široko podporo izvajalcem, se pravi ne samo tehnično pri izvajanju projekta, kam vpišem ta račun, kako napišem to poročilo, ampak tudi vsebinsko, odpirali vam bomo vrata, pomagali vam komunicirati. Skratka, skupaj smo v tem zato, da skupaj dosežemo dobre rezultate. In seveda čim boljše projekte. Potem, kaj si pa mi želimo kot upravljalec sklada? Predvsem si želimo, da vsi stopimo izven okvira znanega. Ker ko program reče opolnomočenje ranljivih skupin, to ni socialno-varstveni program. Ampak je ne aktivacija v smislu socialne aktivacije MDDSZ-ja, ampak aktivacija ranljivih skupin, posameznikov iz ranljivih skupin, zato, da se bodo znali postaviti zase, če hočete, in zagovarjati svoje potrebe. In zato, da bomo mi razvijali programe skupaj z njimi in ne za njih. Potem, mi si želimo, da si ne postavljamo omejitev. Mi to ne moramo, mi to ne znamo, mi smo premali. Nažalost mi je edino v povezavi s tem včeraj zvečer prišlo ono yes we can od Baracka Obame, tako da ja. Nisem strašen fan, ampak ja, yes we can je v bistvu odnos, ki si ga želimo. Želimo si tudi, da primemo prave probleme, ker kot rečeno, tukaj je denar, ki je relativno prost, če hočete, znotraj rezultatskega okvira. Dajmo res poiskati probleme, ki jih lahko rešimo samo s tem denarjem, zato ker vse ostalo lahko pač nekam drugam nalepimo. Mi vidimo ta program pravzaprav kot investicijska sredstva v resnici, ki vam dajo priložnost, da začnete programe, ki jih sicer ne bi, ob razmisleku seveda, kako boste program zastavili, da ga boste lahko dolgoročno izvajali. Seveda si želimo tudi, kot se neka nove zgodbe in želimo si super zgodbe. V okviru vseh teh, vseh 15 držav, pa tudi recimo v Sloveniji, mislim, da 3/4 projektov, ki smo jih financirali v prejšnjem obdobju, živi še danes, je doseglo nenormalne premike na določenih področjih
In mi si želimo, da bi tako bilo tudi tokrat, pa glede na to, da je na voljo več sredstev, še širša podpora, da bi bilo še bolje pravzaprav. Potem si želimo, da se nas vidi in sliši, ne nas, kot upravljalce, da vas pravzaprav, da se vas vidi in sliši. Želimo si, da stopimo na par žuljev, ja? Na drugi strani pa tudi si želimo, da zacelimo marsikatere rane. Tako da to pravzaprav se mi zdi, da na kratko povzema in malo bolj po domače pove, kaj v tem famoznem rezultatskem okviru rezultatov učinkov kazalnikov in raznih številk, kaj pravzaprav stoji za tem. Če pa želite bolj tehnične informacije, skratka, koliko projektov, za koliko denarja, kdaj bojo, pa prosim, mislim, da ponedeljek ali pa v torek zjutraj smo lansirali spletno stran ACF Slovenija brez .si in pa na Facebooku že nekaj časa obstaja stran, se reče temu, Active Citizens Fund Slovenija, tako da dajte jo všečkat, zato da boste imeli hitre informacije. Na tej strani bomo zdaj pač najprej delili informacije o razpisih, o raznih delavnicah in podobno, potem pa tudi projektne zgodbe. Hvala. A je kakšno vprašanje? Za Ano ali zdaj glede tega? Na voljo je vse skupaj vse je na spletni strani. Na voljo za nevladne organizacije je 2,5 milijona evrov. Zadnji datum upravičenosti stroškov je zadnji april leta 2024. S prvim razpisom štartamo jutri. Spremljate spletno stran. Gre za razpis za srednje in velike projekte. Marca, kot je bilo napisano, bo odprt poziv za hitre odzive, kjer bo na voljo 50 tisoč evrov do porabe sredstev. Jeseni 2020 štartamo z razpisom za institucionalno podporo, to je teh 5 organizacij, in potem še spomladi 2021 z razpisom za male projekte.